Lep pozdrav vsem skupaj. Moram priznati, da še nikoli nisem imela pridige in imam kar malo treme. Moje ime je Mateja Količ, sem iz Brežic in 6. leto teče, kar sem vdova. Z možem Štefkom sva bila poročena 20 let in v zakonu nama je bilo podarjenih 7 otrok, en je angelček. Najstarejši Lenart je star 24 let, Manca 22, Rok 20, Vid 17, Lucija 15 in Janez Pavel 12. Večkrat mi je mož rekel, da v Svetem pismu piše: spominjaj se, Izrael, kaj vse je Bog za tebe storil, in verjamem, da je tudi to, kaj vse je Bog že za mene naredil, mi pomagalo, da sem to izgubo moža tako preživela. Od tega, da mi je podaril življenje, moja starša nekako nista mogla imeti otrok, čeprav sta oba iz velikih družin, in je moja mama napisala pismo, ko je šla njena mama poromala v Lourdes, je mama napisala Mariji pismo s prošnjo za otroka in potem sem se jaz rodila, tako da mi je zares na Marijino priprošnjo Bog podaril življenje. Dal mi je dobre in ljubeče starše in verne, ki so me tudi vzgajali v veri, dobrega moža, otroke. Tudi to, da sva oba lahko skupaj gradila ta najin odnos, tudi moram reči, da je bil dar to, da sva spoznala društvo, družina in življenje, in ki nama je res, sva v njem aktivno sodelovala in nama je res bilo v veliko oporo pri gradnji tako osebnega odnosa z Bogom, kot najinega odnosa in tudi pri vzgoji otrok. In zagotovo je vera in če znaš opaziti to, kar vse Bog naredi v tvojem življenju, ti pomaga tudi v takšnih težkih trenutkih. Bila je nedelja, tako kot danes, in tudi 29. dan v mesecu, to je bilo meseca julija 2018. Mož je bil navdušen pilot in kot že večkrat smo z otroci preživljali nekaj lepih, tudi nam vsem prijetnih dni v Bovcu. Mož je letel, mi smo kolesarili, hodili, se hladili ob Soči in bilo je malo čez poldne, ko je smrt, tako kot tat, kot piše v Svetem pismu, vdrla v našo družino in nam vzela moža in očeta. Medtem, ko so možje z letališča nenadoma hiteli v avto, je mi eden rekel: Mateja, nič dobrega, Štef je padel, počakajte tukaj. In to je res, ne vem, šok, groza. To ne more biti res. Otrokom sem rekla, gremo moliti, bili smo z avtodomom tam parkirani in smo res šli v avtodom in smo molili, jokali, prosili, da bi bil živ. In potem je prišla ta novica, da je mrtev, da je letalo zgorelo. Takrat sem najprej poslala 2 ali 3 sporočila s prošnjo za molitev, s prošnjo za sveto mašo, in v meni pa tako res, to ne more biti res, telo se ti zakrči v eni bolečini, ki ti ne da dihati, misli v glavi ponorijo, kaj bo zdaj, kako bo zdaj, ne bom zmogla sama, kaj bo z otroki, pa kaj je on doživljal, ga je bolelo, danes ni bil pri maši, je bil pripravljen na smrt. Pa čez nekaj časa čiste ena praznina v glavi in to se je kar ponavljalo in potem sem želela na kraj nesreče,
ko so me vprašali, kaj lahko naredijo, sem rekla, peljte nas na kraj nesreče in sem bila trdno odločena, da ga hočem pokrižati, objeti. Vzela sem s seboj blagoslovljeno vodo in rožni venec, ampak potem pač nismo uspeli priti do njega. In v tisti bolečini in neznosnosti trenutka sem potem tam pokleknila in sem začela moliti za duše v vicah 10. In takrat so se v bistvu te gasilci, reševalci, policisti umaknili, so nam dali en tak prostor. Je pa eden od gasilcev pa pristopil k nam in je z nami molil. In je bil to en tak prvi, ampak izjemno močen sončni žarek enega upanja in ene svetlobe v mojem življenju. In v bistvu, ko sem nazaj razmišljala, to sporočilo, ko sem poslala, so že imeli zelo v kratkem času, že svetomaše v Krškem, ogromno ljudi je že molilo in jaz verjamem, da je Bog poslal tega moža, ki je tam pokleknil in molil z nami, meni kot eno znamenje, oziroma je ta njegova gesta mi toliko pomenila, takšno svetlobo in takšno moč dala, prav zaradi te molitve mnogih. Potem so mi poslali tam enega psihologa, da se bo pogovarjal z mano, kar mi je bilo sprva zelo nadležno, ampak sem se odločila, da bom kar tiho, nisem se bila pripravljena pogovarjati. In sva bila dolgo tiho, potem mi je pa on povedal svojo življenjsko zgodbo. Me je vprašal, če mi lahko pove, in ta zgodba je bila izjemno težka, izgubil je ženo in sina. In potem je meni bilo, glej, ta gospod je prišel sem meni pomagati s takšno življenjsko zgodbo, težko, ampak on je prišel sem, da meni pomaga. Se pravi, je preživel, se da preživeti, čeprav se je meni zdelo, da se ne da. Potem je prišel tudi gospod župnik, sem prosila, če ga lahko pokličejo, da smo zmolili. In ta molitev je bila tista prva milost, to je res ogromna milost, sej največ, kar lahko narediš v takem trenutku, za sebe, za nas in za moža. In sem jo res doživela kot milost. In ko sem včeraj razmišljala ob tem današnjem evangeliju, ko nam Jezus pove, da je največja zapoved ljubezen do Boga, do bližnjega, mi je prišlo na misel, ja, ampak Bog prvi ljubi. On me je ustvaril iz ljubezni, zame je prišel na svet, trpel, umrl, premagal smrt, vstal, daje se mi v hrano v svetem obhajilu, odpušča mi zakramente pri sveti spovedi, napolnjuje me svetim duhom, želi mi podariti večno življenje. In on prvi ljubi in to ljubezen sem jaz prav v tem križu tudi tako neverjetno doživela. Ena gospa, ki je molila zame, je rekla, da je imela prav podobo, kot da sem priklopljena na eno infuzijo, in sem jaz rekla, ja, to je res, to je infuzija Božje ljubezni. In potem sem tudi doživljala tako, da Štefko pravzaprav ni nas zapustil, ampak da je še vedno z nami, tako kot je otrok v maminem telesu, pa on mame ne vidi, pa v njej živi, se giblje in je, tako kot piše v Svetem pismu, da mi živimo, se gibljemo in smo v Bogu. Tako se mi zdi, da pač mi v teh dimenzijah tega sveta ne moramo doživeti, ne moramo videti, zaznati tako z očmi Boga, pa tudi teh naših dragih in teh svetnikov, ampak dejansko so z nami. In tako se mi tudi zdi, da v maminem telesu rastemo in zorimo, da lahko preživimo na tem svetu.
na tem svetu pa nam Bog tudi tako, kot danes pravi po tej zapovedi ljubezni, nam daje poslanstvo, da zorimo in rastemo v ljubezni, da bi lahko preživeli po smrti, v večnosti, da bi lahko živeli v večnosti. In bi vam zdaj rada mogoče nanizala malo teh kamenčkov Božje ljubezni, ki me je obdajala. Mogoče najprej še ta milost, mi smo potem šli z tega kraja nesreče, 4 otroci so bili z nama, 2 sta prihajala od doma, smo jih čakali in smo šli do Soče in ko smo tam tako sedeli v tej žalosti in bolečini, je meni bila dana ta druga milost, poleg molitve, to je bila hvaležnost. Jaz sem se spominjala vseh teh, kako sva se spoznala, kako sva se poročila, vsega, kar sva skupaj doživela. 11 dni pred nesrečo sva praznovala 20 let poroke in jaz sem čutila, da moram pa reči Bogu hvala, zato ker sva lahko bila teh 20 let skupaj. Za ta čas, ki sva ga preživela skupaj, za vse, kar sva skupaj zgradila, kako sva tudi drugega brusla in si bila v pomoč. In v bistvu imaš te dve možnosti. Ali se jeziš na Boga za tisto, kar ti je vzel in nimaš več, ali si pa hvaležen, da si imel. In tudi tega me je Štefko dostikrat učil, ker jaz sem bolj tako črnogleda bila, pa vse sem videla samo slabe stvari, on je pa bil bolj tak pozitiven optimist vedno in on je znal videti dobre stvari in je rekel, pa dej, poglej tista polovico kozarca, ko je polna, ne tisto, kar manjka. In tukaj mi je Bog dal to moč, da sem tudi jaz videla in bila hvaležna za to, kar mi je bilo podarjeno. In potem mi je, malo potem, ko smo prišli domov, v naslednjih dneh mi je ena bivša sodelavka napisala, ki je bila nekoč, mislim, versko vzgojena, ampak se je malo tudi oddaljila od cerkve. Kje je zdaj ta Bog? Vi ste ja tako verni in k maši hodite, kako je lahko to zdaj dopustil v vaši družini? Da vam je vzel moža in očeta. In jaz sem pol takrat čutila, da moram zdaj braniti tega Boga, ki je ljubezen. In sem začutila, da res, da Bog ne dela tragedij, da Bog pač vidi celoto, mi pa ne vidimo tistega za vogalom. In sem res še toliko bolj mu zaupala, da on me noče mučiti, da on noče moje nesreče, ampak on pač vidi celoto, ve, zakaj je to dobro, ve, da lahko iz tega tudi nekaj dobrega naredi in še bolj sem verjela, da je on ljubezen. Te kamenčki ljubezni, Božje ljubezni so bili res v tistem tednu, ko smo potem med smrtjo in pogrebom, je bila pri nas tako eno prav svetišče, mizo smo spremenili, tako da ne ven kraj spominov, en oltar s slikami in so ljudje prihajali in smo ogromno se pogovarjali, molili, obujali spomine in takrat je en naš novi sosed, ki je bil udeleženec oratorijev, ki jih je vodil tudi Štefko, je rekel, da ga je on naučil angel gospodov. Zanimivo je rekel, ne starši, ampak Štefko me je naučil angel gospodov, ker ob 12 smo vedno prekinili igro nogometa in smo šli v senco enega drevesa in smo zmolili angel gospodov. In je bilo zanimivo to, da je ravno ob 12 je on poletel z letališča, ta zadnji let. In mi je bilo tako eno znamenje, ob 12 ga je Marija, upam, odpeljala k Bogu. Potem
Našel se je en gospod, ki je delal na sodni medicini in mi je izpolnil to željo, da je Štefkota blagoslovil, pokrižal, pokropil z blagoslovljeno vodo in mi je to ogromno pomenilo, ker so ga tja odpeljali. Ljudje so klicali, prihajali, pomagali na vse različne načine, od tega, da so mi otroke vozili v glasbeno šolo, prinesli kuhano kosilo, celo prijateljica mi je po pošti poslala domač kruh, v slaščičarni nam je podaril slaščičar sladoled otrokom. V cvetličarni mi je gospa dala eno svečo in je rekla, to pa kar neste na grob, to pa jaz podarim. Skratka, takih mehnih stvari so se dnevno dogajale. No. In jaz sem bila dnevno ganjena nad to Božjo ljubeznijo. Poleg tega pa je bila Božja beseda, kar sem odprla, kar sem prebrala, v kakšen citat, to je bilo prav neverjetno. Recimo iz Psalma 27, upaj v Gospoda, bodi močan, tvoje srce naj se opogumi, upaj v Gospoda. Psalm 32, modril te bom in učil na poti, po kateri moraš hoditi, svetoval bom, moje oko je nad tabo. Pa Hebrejci, nikakor te ne bom pustil same, nikakor te ne bom zapustil. Pa iz Jeremija, vem za načrte, ki jih imam z vami, govori Gospod, načrte blaginje in ne nesreče, da vam dam prihodnost in upanje. To je bilo res prav neverjetno. In takrat je bila Manca, hčerka druga v Želimljem in ena njena prijateljica iz vzgojne skupine ji je dala pismo svoje tete, ki je bila takrat v Sori, v samostanu, in v tem pismu me je povabila, naj pridem 1. oktobra v Soro. In potem sem res šla, sem rekla, to bom pa mami podarila za god, in ona mi je podarila knjigico Svete Terezije, deteta Jezusa, kjer so kratke misli za vsak dan, in v tej knjigi je bilo zapisano, kako nesrečna bi bila v nebesih, ko bi tistim, ki jih ljubim na zemlji, ne smela pripraviti majhnega veselja. Jaz sem namreč prišla domov in sem odprla knjigico tam, kjer je bilo za 29. julij, za dan, ko je Štefko umrl. In to je bilo napisano, mislim, meni je bilo to prav neverjetno. In Štefko je res takšna majhna veselja mi podarjal. Recimo, ko sem imela rojstni dan, prvi rojstni dan po njegovi smrti, bilo je še na Veliki petek, ko sem bila res žalostna, sem šla na sprehod in sem jokala in potem med solzami tako na makedamu, na tleh, zagledam tako veliko srce, kamen v obliki srca. In pol sem še bolj jokala, se mi je zdelo, to je pa kot darilo za rojstni dan in sem ga hotela vzeti seboj, ampak ni šel ven z tistega makedama. Pol sem šla naprej, ker nisem lih otrok sedanjega časa, sem se pol šele spomnila, da imam telefon, da lahko slikam, tako da sem se vrnila in sem ga slikala in ga imam zdaj tako, kot njegovo darilo za rojstni dan. Potem za obletnico poroke, za prvo obletnico, 21. obletnico, prvo po njegovi smrti, smo bili ravno na morju z otroci in smo šli popoldne, oziroma dopoldne smo se kopali, jaz sem otroke namazala, sebe pa nisem, in pol, ko sem kuhala kosilo, mi najstarejši reče, mami, kdo je pa tebe držal za ramo? Sem rekla, kdo me je držal za ramo, mislim, kopali smo se v morju. In pol on slika meni tukaj ramo, tako, od zadaj, in sem imela prav odtis roke. Roka, ampak taka velika roka. In
pol sem razmišljala, to je prav neverjetno, pa prav na obletnico poroke, ne, ampak mogoče je bilo tako, da me je kjer prijel z namazano roko, ne, ker se sebe nisem namazala in me pač tam sonce ni opeklo, ampak vse lahko nekako razložimo, ampak meni je bilo res znamenje, no. Potem sem želela, da bi imeli sveto mašo na kraju nesreče, kjer sem jaz videla vedno, tam je letalo je zgorelo in bilo je vse ožgano, trava ožgana, drevesa ožgana. Skratka, ko si to pogledal, te je spominjalo na smrt. In ko sem jaz potem poklicala tega gospoda župnika v Bovec in sem ga prosila, če mogoče bi pa lahko on poizvedel, čigava je parcela, da bi tam imeli lahko sveto mašo, je on šel na ta, je on to poizvedel, je našel ta kraj in lastnika in mi je poslal sliko, pogled z kraja nesreče. In mene je to tako pretreslo, ker on se je pa obrnil, to je bilo tako na robu ene jase, se je to zgodilo, in on se je pa obrnil v drugo stran in tam je bila čudovita zelena trava, drevesa, potem gore, zadnji je kanin, oblaki, nebo in celo na tisti sliki ena sled letala, tako zgleda, kot da leti navzgor. In jaz sem kar obstala, meni je bilo to tako pretresljivo, da sem se pol odločila, da bom naredila en kartonček, imam jih tudi neki seboj, če kdo želi, da jaz to moram dati ljudem, ker v bistvu oba dva sva stala na istem mestu. Ampak jaz sem gledala to smrt, to ožgano travo in drevesa, če si se pa obrnil, si pa videl ta drug pogled. In se mi zdi, da to je to, kar ti da vera, kar ti da Bog, kar ti da križ. Da preko križa lahko, preko te Božje ljubezni, kar je Bog za nas naredil, da nas je odrešil, da zmoreš videti ta drug pogled. Stojiš v isti situaciji, na istem mestu, ob isti preizkušnji, ampak lahko gledaš smrt, lahko pa z Bogom gledaš življenje. Zame je tudi čudež, ker so te bovški skavti, zdaj na tem mestu stoji tudi en velik, ogromen križ, stoji oltar, tako da imamo vsako leto za obletnico tudi sveto mašo tam. Potem takšni trenutki so bili tudi letala, ki sem jih srečala. Enkrat se spomnim, da so me ta mali 3 otroci tako zelo razjezili. Z avtom smo bili ravno in bila je že tema, ker je bilo tako proti novemu letu in sem jih odpeljala domov, sem jih poslala v hišo in sem šla na grob in sem se tam zjokala in sem rekla, Štefko, jaz ne morem sama, da mi pomagam. V tistem hipu, v temi, preleti nad menoj letalo in jaz nisem mogla verjeti, ker mislim športno, vojaško letalo je bilo, ker imamo letališče Cerklje zraven. Tudi pol sem se spomnila, da je četrtek, da ob četrtkih popoldne letijo tudi nočno, ampak meni je bilo takrat v tistem hipu čudež, meni se je zdelo, kot da mi nekaj sporoča, da je tukaj, da je z menoj, da mi bo pomagal. Potem se spomnim, ko sem bila, Štefko je namreč imel firmo, jaz sem bila pa doma, po 4. otroku sem ostala doma, sem mu že malo pomagala, ampak večina stvari, sploh v pisarni, je bila na njem. In to je bilo res ogromno teh skrbi in se spomnim, da enkrat sem bila prav tako, sem prav jokala zvečer, kako bom jaz to. In pol sem tisto noč sem sanjala, to je bilo pravzaprav že naslednje leto. Naslednje leto, eno leto smo že uspeli speljati, ampak pol spet vsako leto znova, ker vsako leto znova moramo pogodbe podpisati. In tisto noč sem sanjala, da je Štefko prišel prav ta njegov značilen tek po stopnicah, ko je velikrat tako pretekel iz pisarne po stopnicah, ko smo mi odzgori, pa je rekel, sam da te mal vidim. In točno tako je pretekel po stopnicah in tako je zavogala v kuhno in sam to še tako živo, da sem se jaz mislila, da je nazaj prišel. Jaz sem se v tistem zbudila, sam to se še spomnim, da je izza vogala tako v kuhno pogledal še najstarejši sin.
In pol sem se zbudila. In pač nisem vedela, kaj bi s temi sanjami, ampak pol, ko sem to malo razmišljala, sem rekla, lej, hotel mi je povedati, se je Lenart tukaj ti bo pomagal. In res, zdaj je že zaposlen tudi v firmi doma in mi res pomaga. No. Poleg tega pa res še druge knjige, ko so mi jih prijateljice podarile, recimo V tvoji navzočnosti, ne vem, če jo poznate, ta knjiga je res prav neverjetna, taka drobna knjižica, kjer so misli za vsak dan na osnovi vrstice ali dveh iz Božje besede. In to knjigo je meni podarila mogoče 2 meseca pred nesrečo moja poročna priča za rojstni dan. In jaz sem jo ravno začela tako prebirati in vsak dan je imela rešitev točno za tisto stvar, v kateri sem se jaz znašla. Recimo, ne vem, na dan pogreba sem prebrala, ko razmišljaš o izzivih današnjega dne, počivaj v meni, ki sem polnost vsega. Ne pusti, da ti skrb, ali boš zmogla prenesti vse pritiske pobere moči. Glej vame, skupaj greva skozi današnji dan. Potem se spomnim, ko sem morala klicati na občine zaradi teh pogodb, sploh nisem vedela, kaj moram reči, kaj moram vprašati, kako bom to speljala, in je pisalo, in sem v knjigici prebrala za tisti dan, preden se oglasiš na telefon, samo kratko zmoli, pridi Sveti Duh. Potem je ena prijateljica, ki je doživela smrt brata, mi je rekla, lej, ne pozabiti na otroke, mene so prezrli, moja mama je imela pravico žalovati, jaz pa nisem. In jaz sem bila toliko zaskrbljena, kaj naj zdaj jaz z otroki, kako jim bom jaz pomagala. In preberem v tej knjigici točno tisti dan, pol ure potem, ko me je ona klicala, izroči mi otroke, da bom jaz poskrbel zanje. Mislim, to so bili prav čudeži, no. Ali pa recimo, če te vodim k prepadnim stenam, te opremim tudi za naporen vzpon nanje. Res ta Božja ljubezen se je toliko izlivala na mene po ljudeh, po dogodkih, po teh knjigah, recimo tudi knjiga Rojeni za večno življenje mi je prišla pod roke. To je res tako izjemno pričevanje mame, ki je dala življenje 2 otrokoma, čeprav so rekli, da naj naredi splav, živela sta samo pol ure, toliko, da so jih lahko krstili. In ko je 3. zdravega nosila, je zbolela za rakom in se je odločila, da mu da življenje, da ne bo se zdravila prej, ker bi to pomenilo smrt za otroka, in potem je pač ona umrla, ko je otrok in mož živita. In tako sem, ko sem brala to knjigo, tako sem se našla v teh občutjih. Bog nam res spregovori po svoji besedi, po Evharistiji. Evharistija se mi je zdelo en dan, ko sem bila pri maši tako med tednom, glej, sej še vedno imaš vso to tolažbo, imaš vse, ampak želiš si fizični dotik, fizično bližino. In Evharistija je dejansko tudi fizični dotik. Če verjamem, da sprejmem Jezusa in če verjamem, da je Štefko pri njem, je to fizični dotik. In moram samo hoditi v veri, ne v gledanju. No in prav v tej knjigi, da ne bom predolga, mislim, lahko bi vam še teh zgodb govorila, ampak naj bo dovolj. V tej knjigi Rojeni za večno življenje sem prebrala tale stavek. Brez Boga je vse naključje, z Bogom pa lahko na trpljenje gledaš kot na povabilo k plesu. In ko začneš plesati, spoznaš, da je v trpljenju tudi veliko veselja, veliko miru. Hvala.